Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Ali veste, da ima vsakdo izmed nas svojo notranjo moč, s katero lahko upravlja svoje življenje, ne samo svoje življenje, ampak tudi lahko vpliva na okolico. Kako to naredimo? To nam bo danes pojasnil moj gost, katerega sedaj lepo pozdravljam, Mihael. Mihael, pozdravljen. En lep pozdrav, živijo. Da najprej pojasniva našim gledalkam in gledalcem na drugi strani. Midva se poznava že kar nekaj časa. Ja, tako je. Ne samo poslovno, ampak tudi po prijateljski ravni, zato sva se odločila, da se danes tikava. Tikava. Tako. Napovedala sem, da bomo danes govorili nekako o tej svoji notranji moči, katero vsi nosimo, ampak dajva za začetek pojasniti, ali bi rekel, da mi vsi danes živimo v neki iluziji? Ja, dan živimo, se mi zdi, modern človek v tolikih velikih resničnostih in scenarijih, da zelo malo ljudi dejansko ve, kjer je resnično za njega, pa kjer ne. Tako da mislim, da moraš danes biti kar pogumen in predan, da najdeš svojo resnico v tem svetu, ker resnica drugih ljudi in nekaj, kar ni zate, v bistvu je potem na nek način tvoja iluzija. Tako da mora biti človek danes res ve samo sebi, pa predan temu, da najde tisto, kar je njemu všeč, da najde svojo pot v tem svetu tisočerih poti. In potem lahko rečemo, ja, pa da živi svojo resnico. Ja. Oziroma v iluziji. Ali pa v iluziji. Prebrala sem, da se vedno večja ločilnica nekako nahaja med tistimi, ki nekako gremo naprej, čutimo neke energije, znamo biti malo transformacijskimi, in med tistimi, za katere bi jaz rekla, da žal v tem času ne bodo nikoli naredili koraka naprej. Zakaj je temu tako? Ja, danes je tako. Živimo v svetu, v katerem je poplava informacij povsod na internetu, v knjigah, v televiziji, radio, povsod je en kup informacij. In večina ljudi, oziroma mnogo ljudi se kar preklop na te informacije, en malo nehajo sami razmišljati, začnejo na nek način slediti tudi tam, kjer bi mogli voditi. Večina ljudi še vedno sledi nekim načrtom, nekim zapovedim svojih šefov, pa prijateljev, nekateri celo partnerjev, In potem človek nekako zgubi stik s tem notranjim raziskovanjem, nekako človek zgubi stik s to samo iniciativnostjo, jaz rečem s tem notranjim leadershipom. Po drugi strani imamo pa vedno nek odstotek ljudi, ki so pa vizionarji, ki so pa kreatorji, ki pa spreminjajo stvari, ki želijo upravljati svet, ki želijo izumljati nove stvari. In ti ljudje pa ne moramo drugače delovati, kot da sledimo nekim notranjim resnicam, kot da iščemo informacije ves čas sami od sebe, kot da ves čas iščemo neke duhovne resnice, neke osebnostne resnice, neke čustvene resnice. Ker če hočem jaz neko knjigo napisati, naprimer, ki je še ni bila napisana, potem jo moram iz nekje skanalizirati in ta knjiga je ne morem na internetu najti, jo moram najti v sebi, moram najti v nekih drugih sferah. In če hočem svojo vizijo uresničiti, ali pa vsak podjetnik, če hoče svojo vizijo uresničiti, potem se pa mora predati neki osebni in duhovni rasti. Tako da tu je ta razkorak med ljudmi, ki vodijo danes, in med ljudmi, ki kreirajo. Ti ljudje so na nek način želijo najdeti informacije, in pa med ljudmi, ki se samo odzivajo in so pač del sistema, neke večje slike nekoga, ki vodi. Torej bi rekli, da na eni strani so vodje, lideri, na drugi strani so ovčke? Jaz rečem res sledilci. Okay. Zaradi tega, ker vedno vsak človek ima možnost, da se sam odloči, kaj bo. Sej na zadnje vsi ljudje v enem obdobju življenja vodimo, v enem obdobju življenja sledimo, tako da vsak izmed teh sledilcev ima možnost, da postane ta kreator, da se zbudi in da začne znotraj sebe iskati tiste informacije in v svetu okoli sebe, ki so za njega pomembne. Tako da vsak lahko postane lider, ampak to je pa tista odgovornost posameznika, da se zbudi na tej poti in da prevzame odgovornost, da naredi tisto, kar je treba narediti. Če se dotikava teh energijskih ravni, bi rekel, da mogoče nekatere ljudi še vedno strah, da so prestrašeni in da se mogoče zaradi tega ne upajo toliko ukvarjati s tem oziroma prestopiti na drugo stran. Ja, v bistvu za tiste gledalce, ko se mogoče prvič s tem srečajo, ljudje smo sestavljeni iz večjih nivojev, iz večjih energijskih nivojev. In večina ljudi, modernih ljudi, operira samo na mentalnem nivoju in pa na čustvenem nivoju. Čustveni nivo ljudje rabimo zato, da znamo graditi odnose in da znamo prepoznavati v okolici to, kar nam je všeč. Mentalni nivo pa ljudje uporabljamo zato, da lahko neke operacije izvršimo, da lahko neke projekte realiziramo, da lahko neko strategijo naredimo. In to je načeloma nivo, ki ga tudi v šolah učijo, to je tudi nivo, ki ga v službah spodbujajo in tako naprej.
ampak to je samo en majhen delček našega človeškega potencijala. Večina našega potencijala se skriva na, jaz rečem temu, astralnih nivojih človeka, na eteričnih nivojih človeka. In če hoče človek priti v ta stik s temi eteričnimi nivoji človeka, takrat se mora začeti na drugačen način razmišljati, takrat mora človek začeti na drugačen način delovati. In večina informacij, ki jih ljudje potrebujemo, večina informacij, ki so relevantne za naše življenjsko poslanstvo, se pa skriva na teh eteričnih nivojih. In ja, zdaj je prišel čas, da se tudi ljudje zbudijo na teh nivojih, ki so jih včasih hoteli zatreti. Ker moderna družba, nekako sem opazil, vse moderna družba je v redu, ampak nekateri ljudje ali pa nekatere organizacije ne želijo prebujenih posameznikov v moderni družbi. Želijo, da so ljudje tiho, želijo, da ljudje delajo to, kar jim pač naročeno in da se samo odzivajo. Ne? Zaradi tega se tudi ustvarja mogoče čuden odnos množic do eteričnega sveta, do nekih nadnaravnih podnarekovaj sposobnosti, do jasnovidnosti, do intuicije in tako naprej. In večina ljudi ima nek tak strahu, spoštovan ali pa boječ odnos do teh energij. Ampak v resnici, ko pa začnemo gledati, pa vrtati v te energije, pa gotovimo, da je to naša narava, da vsak človek v resnici ima ta energijska stanja, vsaj in te sposobnosti, tako da se ne rabimo v resnici ničesar bati. Lahko sprejmemo. Bi rekel recimo, da ljudje, ki sledijo, se mogoče zato ne odločijo, da prestopijo, zato ker ljudje, ki izstopajo oziroma so na nek način vodje, transformatorji, imajo nekoliko več težav v življenju oziroma se soočajo z drugo stranjo. To je pa ta druga iluzija. Včasih se zdi, da če boš ti se izpostavil, dvignil roko in začel povedati na glas svojo resnico in povedal, jaz sem pa ta in zanima me to in to in želim narediti to stvar in za to bom naredil na takšen način. Takrat se zdi, da vse sodbe in kamenja moderne družbe priletijo takega posameznika. Ampak v resnici je to iluzija. Jaz včasih rečem, veliko težje je celo življenje živeti prikrito in biti znotraj sebe nezadovoljen in navzven zgledati zadovoljen, ko pa se enkrat v življenju izpostaviti in povedati, kdo si, kaj ti je všeč, tiste ljudi, ki so skeptiki, ciniki in pesimisti, se pač na začetku moraš soočiti z njimi, ne? Ampak ko enkrat človek začne kreirati v življenju in dobi feedback oziroma odziv svojega rezultata nazaj, takrat mu osebna moč zraste in takrat se človek ne obremenjuje več to, kaj se drugi ljudje okoli njega mislijo. In če smo zdaj nekoga navdušila, na drugi strani naše gledalke ali gledalca, kaj bi rekel, da je prvi korak k neki spremembi? Prvi korak k neki spremembi je, da se človek začne ukvarjati samim seboj in ne več toliko z drugimi. Večina ljudi se ukvarja z drugimi ljudmi, razmišlja, kaj bo drugi ljudje počeli, ampak ob tem pa pozabijo, kaj si oni želijo početi, ne? Zakaj skozi govorim o teh stvarih, da se moramo ljudje soočiti samim seboj? Ker takrat, ko se ljudje soočimo samim seboj, takrat lahko iluzije modernega sveta odstranimo iz svoje glave. Šele takrat lahko ljudje vidimo, kaj nam je všeč in kaj nam ni všeč. Šele takrat lahko pridemo do svojih resničnih notranjih moči. Prej, ko si rekla, da vsak človek ima svojo notranjo moč in jo lahko prebudi. Tukaj govorim, da smo ljudje veliko bolj samozavestni in energijsko močni, kot so nam pa včasih povedali, da smo. Večina ljudi ne rabi drugih ljudi, da jim pove, kaj je dobro za njih. Večina ljudi lahko samo skanalizira informacije, intuitivne informacije glede česarkoli. Tudi mi vedno ne rabimo zdravnika, ko zbolimo. Ne rabimo vedno nekoga, da namesto nas stvari naredi, ker imamo znotraj sebe to moč. Ampak jo moramo pa začeti včasih iskati na drugih ravneh sebe. In to so ti skriti eterični nivoji človeka, o katerih nas pa v šoli ne učijo. Zaradi tega so mogoče toliko neznani ljudem. Pa dajva se sedaj dotakniti te notranje moči, Kako to izgleda? Jaz temu rečem, lahko opišeš malo. Človek izraža notranjo moč, je človek, ki je zbujen. Naprimer, bom dal kar svoj primer. Do svojega 20. leta sem probal razmišljati tako, kot so me drugi naučili. Sem delal stvari, ko so mi drugi rekli, da jih moram delati. Sem probal biti človek, za katerega so mi drugi rekli, da moram biti, in sem gotovil, da sem nesrečen. In pa sem začel meditirati. Ko začne človek, meditirati, pride v stik z nekimi notranjimi čustvi v podzavesti, z notranjimi čustvi v neki psihi, z nekimi nivoji sebe, ki mu nihče ni povedal, da jih ima. In takrat sem začel ugotavljati, da imam pa jaz en kup nekih sposobnosti, ki jih nikoli nisem razvijal. Sposobnosti, kot so, da imam zelo močno jasnovednost, da enostavno lahko preberem iz avre ljudi določene informacije.
da če imam kakšno vprašanje, in na katerega se zemeljsko nisem naučil odgovora, ga lahko skanaliziram iz katerekoli informacijske mreže v vesolju. In ko sem začel bolj in bolj meditirati in izvajati te duhovne prakse in svoj čistiti iluzij modernega sveta in čistiti vse energijske nivoje sebe, takrat sem gotovil, da sem bistveno močnejši. Ampak na tej poti sem gotovil eno stvar, da ima vsak človek to, da ima vsak človek to moč v sebi, da ima vsak človek sposobnost, da lahko dela vse te stvari, za katere so tisočletja govorili, da so nadnaravne, kot so branje energije, kot so bioenergija, kot so biozdravljenje, kot so kanaliziranje, kot so upravljanje elementalov in dejanskih okoliščin v življenju z neko notranjo energijo. In to je ta prebojen človek. Vem, da v današnjem svetu ni toliko veliko primerov, ampak jih je zmeraj več. Zmeraj več je ljudi, ki so poleg mentalnega potencijala začeli uporabljati tudi energijski potencijal. In ko začne človek energijski potencijal uporabljati, takrat se vse stvari začne dogajati 10-kratno. In obile prihaja 10-kratno. In začne se dogajati res tisto življenje, ko smo ljudje sposobni živeti. Kaj konkretno se je pri tebi recimo zgodilo? Ne vem, so odpadli določeni ljudje, si opazil neke spremembe, ki jih prej nisi? Ja. Ko sem jaz začel meditirati, ko sem jaz začel znotraj sebe sprejemati te energijske moči, ki jih ima vsak človek v resnici naravno, takrat je en kup ljudi iz mojega življenja odpadli, zaradi tega, ker sem ugotovil, da med nami sploh ni neke energijske navezave več. Težko ti z nekom se družiš, ko popolnoma na drugačen način razmišlja kot ti, oziroma ima čisto drugačne cilje za življenje. To je bila prva stvar. Druga stvar je, nehal sem begati, zaradi tega, ker ko pride človek v stik s samim sabo, pride v stik s svojim višjim jazom. Višji jaz je v bistvu eterična oblika nas samih, naše energije, in višji jaz je tist, ki se je odločil, da gremo mi v inkarnacijo in da bomo v inkarnaciji izkušali določene stvari. In višji jaz je tist, ki ima informacije o življenjskem poslanstvu, zakaj sem se rodil, kakšni so moji darovi in kako jih bom izkoristil, da bom upravičil in naredil to, zakaj sem se rodil. In ko sem začel prihajati v stik samim seboj, sem začel dobivati odgovore. In pa sem lahko karijere, ki sem jih počel in niso bile ustrezne zame, ali pa sem jih počel samo zaradi denarja, dal stran in začel servis delati, služenje, tismo, zakaj sem jaz res v resnici se rodil. In takrat so nastala moja prva knjiga, druga knjiga, tretja knjiga, takrat so nastali vsi tečaji, seminari, delavnice, coachingi, ki danes delam v našem duhovnem ateljeju Potovanje duše. In takrat sem stopil na svojo pot in takrat je prišlo na tisoče in tisoče ljudi, ki so želeli, da tudi njim pomagam stopiti na njihovo pot. In danes to pač počnem tudi z drugimi ljudmi. In podobna delavnica na to tematiko tudi obstaja. Bova se zdaj pogledala, zato ker več vsebine oziroma informacij imamo sedaj v kratkih oglasih. Tako da, kratki oglasi. Gledalke in gledalci, smo že nazaj. Še vedno se pogovarjava z Mihaelom. Kot sem omenila, oziroma si ti omenil, so iz tega nastale knjige, delavnice, tečaji. Nekaj podobnega pripravljaš sedaj tudi v mesecu marcu. Ja, tako je. V bistvu 3. marca se začne eden izmed mojih največjih tečajev. To je tečaj mojster meditacijske terapije. Tečaj, na katerem v 5 mesecih učim ljudi upravljanja energij. Kozmičnih energij, zaščitnih energij, manifestacijskih energij, zdravilnih energij. Na tem tečaju v bistvu ljudem pomagam, bom kar direkt rekel, sesut en kup miselnih vzorcev, ki so jim blokirali videti svet takšen kot je v resnici in jih peljati skozi razumevanje tehnike, vaje, strategije, ki jih delamo na tečaju, do tega, da sami začnejo zavestno upravljati vesolje in kozmos okoli sebe. Fantastični tečaji.
Torej, kaj recimo pridobijo posamezniki na takšnem tečaju? Začutijo notranjo moč, energijo, pričnejo definitivno kanalizirati? Ja, ko ljudje pridejo na tečaj na začetku, naprimer na prvi stopnji, takrat se spoznamo s kozmičnimi energijami. Ljudje sploh ne vejo, kaj jim je v resnici na voljo. Ne? Ljudje mislijo, da imajo na voljo knjižnico v mestu, v katerem živijo, pa Google na internetu in tako ne. Ampak v resnici je informacije, ki jih imamo ljudje na voljo in večina izmed njih še sploh ni zapisanih na zemeljski ravni neomejeno. In naša naloga je, da jo skanaliziramo. Tako da na prvem aspektu učim ljudi delati z civilizacijami in energijskimi in svetlobnimi mrežami, s katerimi lahko ljudje delamo, iz katerih lahko ljudje dobimo informacije. O čem? O tem, kar je pomembno za naše življenje. Naprimer, na drugem aspektu dela je zdravilni aspekt. Se učimo upravljanje zdravilnih energij. Tam ugotovi skoraj vsak človek, da je bioenergetik. Da bioenergetiki niso samo eni ljudje, ki imajo nek dar in so drugačni od drugih ljudi, ampak da ima vsak človek sposobnost upravljanja zdravilnih energij. Če znotraj sebe razume, kako deluje celica, če znotraj sebe deluje, kako deluje eterično zdravljenje, če razume, kako delujejo kristali, magnetno zdravljenje na vse zadnje. En kup stvari počnemo na tem tečaju. Od tega, da se naučimo prepoznati, kdo ti je poslal energijski napad in ga odstraniti iz telesa fizično energijo človeka, ki je na primer ljubosumen, in jo neutralizirati, do tega, da se učimo zavestno kreirati okoliščine, ki se potem dejansko zgodijo v tvojem življenju. To je tečaj mojstra meditacijske terapije. Torej bi rekel, da poleg tega, da se naučijo biti sami sebi zdravilci, da znajo prepoznati neko intuicijo, da znajo kanalizirati, bi rekel, da nekako odstranijo lahko tudi vse svoje stare vzorce. Definitivno, zaradi tega, ker večina ljudi nikoli ne pride v stik z lastno alkimijo ali pa z lastno parapsihologijo oziroma paraenergijo ali pa z lastno notranjo močjo, zaradi tega, ker jim miselni ali pa čustveni vzorci blokirajo to pot. Če hočemo mi močno kanalizirati informacije in biti sposobni upravljati energijo, rabimo imeti pretočen steber. To se pravi, naš ego mora biti usklajen z informacijami našega višjega jaza in ko je to usklajeno, takrat lahko mi lahkotno in spontano kanaliziramo kozmično energijo in jo upravljamo, kakorkoli želimo. Ali pomeni, da nekaj ustvarjamo s tem, ali pomeni, da s to energijo zdravimo, ali celo lahko energijsko se ščitimo in tako naprej, ne? Ampak večini ljudi preprečuje to kanaliziranje ravno neke miselne blokade, ki so se jih naučili v šoli, ali pa miselne blokade, ki so se jih naučili v vzgoji, v svoji primarni družini, ali pa čustvene travme, ali pa neki vzorci čustveni iz preteklosti, nerazdeljene stare stvari, napačna prepričanja. In preden pridemo ljudje do stanja, da lahko smo dovolj energijsko močni, da lahko upravljamo energijo, se moramo najprej naučiti sebe upravljati. Tako da na tečaju na vsaki stopnji v bistvu čistimo neka prepričanja ali pa neke blokade ali iz preteklih inkarnacij ali pa iz te inkarnacije, ki človeku pomagajo oziroma preprečujejo kanaliziranje. Ko pa enkrat človek očisti večinski del svoje energije in uskladi nivoje med seboj, takrat postane, jaz tem rečem, kar živalno, energijska žival, ki lahko začne upravljati in živeti življenje na način, na katerega večina ljudi nikoli ne bi pomislila, da je mogoče. Pa so ljudje pri tebi potem presenečeni? Mislim, se čudijo za nekatere stvari, ki jih niso poznali odprej, sedaj jih pa spoznavajo. Definitivno so presenečeni že v prvi fazi, ker gledamo na stvari na popolnoma drugačen način. Naprimer, ena izmed stvari, naučimo se brati informacije iz kristalov ali pa iz elementalov. Naprimer, večina ljudi, ko vidi vreme, ali pa večina ljudi, ko vidi nek kristal, misli, lej, kak lep kamen, ne? Ampak v resnici ima kristal v sebi zapise, informacijske zapise in dovolj močan, energijsko močan človek lahko prebere te zapise in jih uporabi ali za zdravljenje ali za manifestacijo. In tukaj je večina ljudi že presenečeni zelo, najbolj pa večina ljudi postane presenečeni na tečaju, ko delamo vaje, ko delamo terapije v parih ali pa skupinske terapije. In takrat človek, ki ni nikoli bil v stiku s temi energijami, dela naprimer neko zdravljenje svojemu kolegu v skupini na vajah, na tečaju in mu zna locirati energijski vzorec, zakaj se mu je neka stvar zgodila v preteklosti ali pa kje ima neko travmo zapisano v telesu in mu je zna odstraniti iz telesa. In takrat so večina ljudi, wow, jaz sploh nisem vedela, da lahko to zmorem, jaz sploh nisem vedela, da imam to vse. In takrat se začnejo ljudje zbujati in njihova vera se začne zbujati in do 5. meseca sem opazil, da večina ljudi pride v stik in ima iskrice v očeh, ko končajo.
Jaz bi rekla, da jih ne poskušaš povezati samo sam s sabo, ampak bi rekla, da jih poskušaš povezati tudi nekako z vesoljem. Ja, definitivno. V bistvu, mi smo vesolje. Ker ljudje smo dobili zelo močen občutek ločenosti v življenju. Ne? Na nek način so nas skozi učili, to je tvoje, to je moje, tukaj sem jaz, tukaj si ti. In čez ta razmišljanja se ljudje naučimo, da smo ločeni od sveta okoli sebe. Ampak ljudje nismo ločeni, ljudje smo del sveta, ljudje smo del narave, ljudje smo del planeta Zemlja in ljudje smo del vesolja. In večina ljudi, ko pogleda v vesolje ali pa dobi idejo kozmosa v glavo, misli, da je to nekaj tam daleč, da so to neki svetovi, neke energije, neka nebesa, tam daleč ločeni od njega. Ne? V resnici pa ni tako. Naša aura, naša energijska polja se začnejo mogoče tukaj v srčni čakri ali pa v možganjih, ampak grejo povsod okolj in mi lahko prek teh energijskih polj in prek naše aure dostopamo do katerega koli dela vesolja, do katerekoli civilizacije, ki nosi neke zapise. In mi, če razumemo to na tak način, potem razumemo, da smo povezani ves čas z vsem in z vsakim. Tako da, ja. Prej smo govorili tudi o intuiciji oziroma o kanaliziranju. Dajva prosim pojasniti, kako to sploh izgleda za nekoga, ki sploh ne razume tega energijskega sveta. Ja. Večina ljudi ve samo tisto, kar so se naučili v šolah, ne? Ali pa prebrali v knjigah, ali pa jim je nekdo povedal. To se pravi, s tem rečem zemeljsko učenje. In potem te informacije shranijo v glavo in jih potem črpajo na nek način iz dolgoročnega spomina. Ne? Kanaliziranje pa pomeni, da ti začneš upravljati z informacijami, ki jih v resnici se nikoli se naučil, ampak imaš dostop do njih. In v vesolju in na planetu Zemlja in v vseh zvezdih, ki nas obdajajo, obstajajo informacijske mreže, svetlobne mreže, kristalne mreže, v katerih so zapisane informacije o poteku energij, informacije o kreaciji, informacije o kozmičnih zakonih in tako naprej. In človek, ki postane dovolj energijsko močan, to pomeni, da izkoristi potencial svojega fizičnega telesa, čustvenega telesa, mentalnega telesa in ko vsa ta telesa združijo med seboj, se znotraj njega vzpostavi steber. In ta steber se avtomatsko poveže z kristalnimi mrežami, informacijskimi mrežami, o katerih sem malo prej govoril. In v teh mrežah lahko ljudje avtomatsko preko tega sistema, preko teh možgan dobimo informacije, ki so relevantne za nas. To so pravi informacije, ki so pomembne za človeka. To so pa informacije, kaj ta človek, naprimer, kaj bolan človek potrebuje, da ozdravi. Kakšna je življenjska pot nekega človeka, kakšni so karmični zapisi nekega človeka. Včasih vidimo človeka, ki mu, ne vem, gre iz zakona v zakon in sploh ne more najti partnerke, s katero bi bil srečen. Pa ne še narobe z njim, ne, pa je prijazen, pa je pošten, pa ima dobre vrednote, pa dobro zgleda, ampak ne more obdržati zakona. In ko gremo takšnemu človeku gledati auro in njegove zapise, lahko vidimo, da ima znotraj sebe nek čustven destruktivni vzorc, zaradi katerega ustvarja neko energijo, zaradi katere ne more ohraniti veze. In ta vzorc prenaša iz veze v vezo. In mi lahko skanaliziramo zdaj preko njegove aure, kakšen je ta vzorc. In ko mu ta vzorc zavestimo, ga lahko spremenimo in na takšen način lahko človeku rešimo, ne vem, partnerstvo. To je en primer kanaliziranja. Ja. Jaz bi rekla, da ko se ljudje začnemo ukvarjati sam s sabo, oziroma ko se manj ukvarjamo z drugimi, kot je recimo, ne vem, raziskovanje po Facebooku, smo veliko bolj srečni. Ali to tudi ti opažaš po svojih delavnicah? Definitivno. Jaz, na primer, imam celo eno nalogo za tečajnike, da morajo iti za 14 dni na informacijski mrk. To pomeni, da si morajo za 14 dni vzeti čas, da nekako zunanje informacije, tudi moj tečaj na zadnje, dajo stran in pridejo v stik s samim seboj in da začnejo ugotavljati, kaj sploh oni mislijo, kaj so sploh njihove misli, kaj sploh oni v resnici želijo, ker v tem svetu ti zelo težko veš, kaj si želiš, če imaš 2 milijona misli v glavi, ne? Oziroma nekih informacij. In ja, potem, ko ljudje začnejo meditirati, naprimer tudi v našem duhovnem ateljeju vodimo vodene meditacije, kamor ljudje hodijo enkrat na teden ali pa enkrat na mesec in meditiramo skupaj, ugotavljam, da postajajo bolj duhovno mirni. In ko človek postaje bolj duhovno miren, dobi smisel, lažje prepoznava smisel. In miren človek, ki je miren v glavi in v svojih čustvih, bo znal zelo elegantno in hitreje upravljati svoje življenje in okoliščine. Nekdo, ki ima kaotičnost v glavi, niti ne more zgraditi svojega življenja, niti ne more pričakovati, da bo imel miren odnos, niti ne more pričakovati, da bo imel srečne otroke. Starš, ki je živčen znotraj sebe, ne more biti niti dober starš.
Če pa je človek pomirjen samim seboj in prihaja v stik z notranjo močjo, o kateri že skozi govorimo, takrat je pa tak človek postane mojster upravljanja življenja. In mu nič ni težko in se vse stvari zelo hitro zgodijo tako, kot on želi. Tukaj ne govorim, da vsi problemi izginejo, ko začne človek analizirati in se nekako poravna znotraj sebe. Govorim pa o tem, da ko pride problem ali pa izziv v življenje takega človeka, ki je energijsko močan, lahko veliko hitreje razreši in uredi to življenje, ko pa nekdo, ki je zmeden. Lažje se soočiš z težavami, je tako. Tako je. Mihael, midva sva prišla do konca. Dejva za zaključek povabiti še enkrat na tvoje delavnice. Kje, kdaj? 3. marec 2018 se začne tečaj mojster meditacijske terapije v duhovnem ateljeju Potovanje duše na Tacenski 26 v Ljubljani. To je 5-mesečni tečaj oziroma 5 vikendov, v kateri se bomo učili upravljati kozmične energije, zdravilne energije, manifestacijske energije, zaščitne energije in terapevtske energije. To je tečaj, v katerih boste začeli, vsi tisti, ki ga boste začutili, na svet gledati popolnoma drugače in boste videli, kaj ste v resnici zmožni narediti, če človek vidi stvari takšne, kot so v resnici in začne uporabljati možnosti. Seveda je pa tečaj tudi namenjen šolanju terapevtov, tako da vsi tisti, ki bojo želeli po koncu tečaja, seveda vsi dobijo certifikat, ampak tisti, ki bojo želeli, bojo lahko začeli delati meditacijske terapije z ljudmi naprej in jim pomagati na svoj način, če bojo želeli. Mihael, hvala ti za danes. Midva se še srečava, ne? Definitivno. Hvala ti. Hvala tebi. Drage gledalke in gledalci, verjamem, da boste poiskali svojo notranjo moč, da boste vplivali na svoje življenje in prav tako na okolico. Jaz se vam lepo zahvaljujem za vašo pozornost in se vidimo kmalu. Lep pozdrav.